mislim pogovarjati, hkrati sem vam pa tudi povedal, da politika zapiranja v neke svoje bunkerje in čakanje na to, da bo vse skupaj minilo, v tem trenutku ni dopustno. To pomeni, da takšna in drugačna komunikacija zagotovo bo. Pogovarjali se bomo, ker očitno drvimo v neko situacijo, ki bo zelo enostavno, zelo čudna. In iz te situacije bo pač politika morala najti rešitev. Zato je zapiranje v neke bunkerje in ne komuniciranje preprosto neodgovorno dejanje. Torej, komunikacija v vsakem primeru tekla, iskali bomo rešitve, zagotovo pa ne pred kamerom. Torej, za zdaj še viče. Mi imamo do 2. marca najbolj organizirati. Pričakujete morda kakšne zaplete na kongresu, kar se tiče notranje enotnosti stranke, morda zaradi drugih napovedanih kandidatur, kakšno nasprotovanje, kakšne izstope iz stranke, skratka, kakšne težave v kakšnih lokalnih odborih, kako gledate v bistvu na to nadaljno notranjo trdnost stranke po volilnem kongresu? Kar je ključno, Slovenska ljudska stranka je demokratična stranka. Vsak lahko izrazi svoje mnenje, svoje stališče, se opredeli do tega in jaz verjamem, da se bo to zgodilo tudi na kongresu. Delegati bodo seveda povedali, koga želijo za predsednika in kakšno politiko te stranke želijo v prihodnje. V teh 4 letih je politika bila takšna, kot je bila. Stranko smo dvignili, pripeljali jo na 3. mesto. V tem trenutku je Slovenska ljudska stranka 3. največja stranka v tej državi, po javnomnenjskih anketah. Ne samo eni, ampak mnogih. Torej, če se bodo pa delegati odločili za kakšno drugo politiko, je seveda to njihova demokratična odločitev in bomo to odločitev seveda vsi spoštovali. Glede na poznavanje situacije in glede na poznavanje razmišljanja naših ljudi, naših dolgoletnih članov, pa verjamem, da do kakšnih spektakularnih sprememb pa presenečenj preprosto ne more priti. Če lahko samo dodam še tukaj nastavek, moram reči, da sem kot sem živel 13 let, sem bil župan v občini Krško, 4 mandate, 4 volitve sem dobil in moja prva stvar, ki sem jo naredil po lokalnih volitvah, je bila vedno, da sem zelo skrbno pregledal kandidacijske liste, tam ne samo lastne stranke, ampak vseh kandidatov, ki so tudi kandidirali v konkurenčnih strankah in iskal ljudi, ki so pripravljeni v teh časih delati za družbo. In v tem delu, govorim v lokalnem delu, ko sem deloval, sem vedno poskušal tudi narediti kontakt s temi ljudmi in jih vključiti v življenje. Kajti mislim, so časi takšni, da predvsem rabimo iskrene in poštene igralce v politiki, manj pa to kot neko prestižno tekmo, v kateri nekdo zmaga. Časi niso takšni, da bi se človek to imel kot najvišjo prioriteto, oziroma moram reči, da ko greš kandidirati, si jo vzame za to prioriteto. Zagotovo je pa danes politika na takšnem glasu, da ko nas opazujete, najbrž lahko ocenite, da kdo upravlja še lažje delo, kot ga upravljamo mi. In podobno, kot sem naredil takrat v teh lokalnih delih, mislim narediti sedaj in želim, da bo čim širši seznam tistih, ki bodo kandidirali za funkcije, ki so na kongresu in da to vzamem kot nabor ljudi, ki želijo nekaj dobrega narediti in tudi s temi ljudmi to stranko voditi. Tako da jaz mislim, da sam sem bil znan tudi v lokalnem prostoru, da smo volitve lokalne končali v 14 dneh po volitvah, da smo enotno sestavili odbore in začeli z delom. In sam mislim na podoben način narediti tu, se pravi vse tiste, ki so pripravljeni svoje ime dati na kongres, kjer bodo pač naši člani kongresa, tako kot je predsednik del demokratično izbrali vodstvo, za vse je pa dovolj dela in sam sem potrudil za to, da tisti, ki želijo delati, bojo dobili delo. Če sem še to dodati, se prav, če v času po kongresu SLS ne pride do oblikovanja neke tehnične vlade, kjer bi bili ministri strokovnjaki, skratka ne bi bili izbrani po političnem ključu, če te tehnične vlade po vašem kongresu še nekaj časa ne bo in ostane koalicija s temi imeni, ministrskimi imeni,
Boste vi nadaljevali delo, oziroma želite nadaljevati delo kot minister, mislim oba dva, in gospod Žerjav in vi, gospod Udovič? Ali boste predlagali kakšne zamenjave? Kongres je čez slab mesec. Dvomim, da bo takrat še ista ministerska ekipa in da se bo v tem mesecu še marsikaj v Sloveniji zgodilo, zato mislim, da je bil odgovor na to vprašanje danes preuranjen. Sicer so pa sklepi glavnega odbora, ki smo jih sprejeli na zadnji seji, zelo jasni in so po prioritetah zelo jasno definirani, tako da usoda ali pa poteze naše stranke v prihodnosti so zelo predvidljive in jasne in smo jih tudi jasno nakazali in predstavili. To pomeni, da naj bi še pred kongresom stranka pristopila v februarja. Zagotovo bomo lovili, tako kot smo dejali, bomo lovili februarsko sejo državnega zbora. To pomeni, da bodo najne vstopne izjave v državnem zboru na februarski seji in da s tem tudi zaključimo naš mandat v tej vladi. Še mogoče, sem malo zamudil, se že kaj ve, kdo so proti kandidati gospoda Bogoviča? Torek, drug teden bomo zveli. Kandidacijski postopek je še odprt, tako še do 11. Ja, ne. Uradnih kandidatur še zaenkrat ni noben. Niti gospod Gajzer. Uradno ne. Vloženi. Še kakšno vprašanje, ker smo izčrpali